Punce, dobrodošli v novem videu in v enem takem modnem izzivu. Danes, ko jaz tole snemam, je 1. februar, je petek in sem rekla, zdaj pa dost, Eva, nič nisi šla po razprodajah, čeprav je to nekako moj najljubši praznik. Tako da sem si tale petek popoldan rezervirala samo za to, da torej poiščemo, kaj ostale kaj lepega, kaj se bo uspelo kaj lepega dobiti po znižani ceni. Sem pa si, da bo tale video še malo bolj zanimiv, dala pri tem en izziv, da me bo zanimala samo oblačila v vrednosti 10 evrov ali pa manj. Torej, če bo oblačilo dražje, ok, kakšen evro, 2 bomo mogoče pogrfale, ampak če bo recimo stala zadeva, kaj spem, 15-20 evrov, bom rekla, ne, v tem izzivu to ne pride v upoštev. Tako da, moj cilj je dobiti kakšne hlače, kakšno lepo majčko, če mi že to dvoje uspe dobiti po 10 evrov, bom tale video smatrala kot ful uspešen. Bomo pa videli, se pustim presenetiti, ker sem kar že malo pozna, ne, za tele podvige. Tako da, evo, če te zanima moj izvlek oziroma haul iz razprodaj za samo 10 evrov, pa glej video naprej. Evina lepotilnica. Tada! Evo mene doma, ene 6 ur kasneje, sem kar v redu prebila svoj shopping, se kar že malo poznam. Tako da, ja, pri sebi imam 4 različne vrečke iz 5 različnih trgovin, pa dajmo tole kar odložiti, pa bomo kar skupaj pogledali, pa ti bom pokazala, kaj sem kupila. V Stradivariusu sem kupila 2 stvari, obe sta v bistvu bolj taki pomladni. Evo, pa ti kar pokažem, kaj je prva zadeva. Taka daljša oblekca v bež barvi. Prej je bila 20 evrov, zdaj je bila pa znižana na 10 evrov, tako da v bistvu čist po teh mojih pravilih smo šle. Je taka daljša, ful so mi všeč postale te dolge obleke, ful so mi take damske. Tukaj ima tako gumbke, take rjave, bež, vse do dol. Je malenkost malo bolj taka, kako bi rekla, ni toliko prijeta, kakor bi lahko bila, oziroma bi bila moja želja, tako da mogoče bom celo dala še vili, da mi jo malo tukaj v pasu pobere. Pa evo tako, po dolžini ima take črte, tako da s kakšno barvno zadevo bom jaz kombinirala, ali kakšna roza šminka, taka ciklamna, ali kakšni roza sandalčki, mislim, da bo izpadalo prav lepo. Ali pa celo bom zraven vključila naslednjo stvar, ki sem jo tudi kupila v Stradivariusu. To pa je tale, evo, rutka. Rutke so mi postale tudi ful všeč, jih imam že kar nekaj, tako da sem dopolnila to svojo kolekcijo. Ta je v bistvu isto, evo, čist pomladna v takih roza vijoličnih tonih, tako da mogoče že to dvoje, evo, da bi skombinirala, bi lahko izpadalo ful lepo. Ta je bila pa iz 10 evrov znižana samo na 3 evre, kar se mi tudi zdi en tak ful dober nakup, no. Pa rutko lahko res ful kombiniraš, lahko imaš tukaj okrog vratu, lahko si jo daš tako čez rame, lahko imaš tudi kot za eno tako ogrinjalo, tako da, ja, evo, to sta prve 2 stvari, ki sem jo kupila. V zadnji sem kupila 2 stvari in ne boš verjela, kaj sem dobila? Hlače, tako da v bistvu je šlo vse po planu, ne moram verjeti. Ampak kaj je najbolj fascinantnega? Jaz sem rekla, če dobim hlače za 10 evrov, da bom ful vesela. No, drage moje, tele hlače so bile, samo da ti jaz pokažem točno ceno, prej so bile 30 evrov, zdaj pa so znižane na 5,99. Mislim, hlače za 6 evrov je res huda cena, ampak so take zelo, zelo posebne. Lej, tale kačji vzorc, ta se zdaj ful nosi, nasploh te živalske vzorci, tiger in tako naprej. Tako da, ja, vem, da vsaki mogoče ne bojo všeč. Ejde mi spodaj v komentar zapiš, a so ti čist mim ali so ti hude. Jaz, ki sem jih oblekla, so mi bile ful hude. Samo mogoče jih bom tudi spodaj malo znižala, da bo še ožje, pa pol na petke to res ful lepo pride, če dol pregležno tako oprijet. Pa sem pa vzela, evo, še tole majčko. Ta ti je mogoče že malo znana, ker sem nosila v enem videu pa črno. Imam že črno tako in že una mi je tako takoj padla v oči, mi je bila ful všeč. In zdaj sem dobila še olivno, tako zeleno, pa ful znižano. Prej bila 16 evrov, ta je bila 3,99, to je 3-kratna cena prejšnje, to te ful zaboli, ko vidiš nekaj, da imaš in da je zdaj toliko znižan. Ampak sem vesela, evo, da sem to dobila cenejš. Rokavi so res taki hudi, pa to lahko ful kombiniraš, ali z belo kiklo, ali z džins
džins pač hlačami ali krilom, tako da tole bom sigurno ful nosila, sam da se malo topli, ker je ful mrzlo zunaj. Pa imam pa noter tukaj le še iz ene druge trgovine pa en pas. Ta pa ni bil nič znižan, ampak mi je bil toliko všeč in to ga nekako že vidim, da ga bom nosila v kombinaciji s kakšno oblekco, da sem rekla, moram ga vzeti, pa tukaj sem malce pregrešila, ker smo rekli 10 evrov, da je limit. Tale pas, evo ti povem točno ceno, 12,99, tako da mi je 3 evre recimo da oproščen. Vem, da tale kombinacija ni najboljša, ker se gumbki in rožice malo tepejo, ampak čisto da dobiš občutek, kako bi se lahko nosiš ta pas. Pa čistko za pomlad, no, tako da nisem mogla reči temule pasu ne, pa že komaj čakam, da ga bom imela pa skombinirala s kakšno zadevo. Evo, potem naslednji nakup je bil v H&M-u. V H&M-u sem tudi kupila en pas. Že ful časa sem iskala en tak lep, preprost, črn pas. Jaz drugače nisem ljubiteljica teh pasov tukaj okrog. Hlači skoraj nikoli ne nosim, ampak zdaj sem si zaželela imeti in v H&M-u sem naletela na enega res hudega. V bistvu ima tlele tak zlat detajl, dva tak rokca, malo mogoče na ta Gucci vibe spominja. Ta je bil 8 evrov, imaš v različnih številkah od XS-a do L-a, tako da boš vedela, če si ga bo slučajno umislila, da malo pač gledaš, koliko ti rabiš, a ne širokega ali pa pač koliko ozkega. Pa sem pa vzela, evo, še v Taylor Value sem se oglasila, tukaj pa sem dobila en tak zanimiv polovrček. Tole je ful taka posebna barva, taka svetlo modra, med zeleno pa svetlo modra. Original cena tega polovarja je bila 20 evrov, jaz sem ga dobila za 10 evrov. To se da tudi zelo dobro kombinirati, bele hlače, kavbojke, črne hlače, mogoče tudi kakšne bež, tako da ja, v bistvu je bil zelo tak pomladen nakup, no, nič kaj tazga zimskega si nisem kupila, ker jaz sem z mislimi že pri pomladi in upam, da bo čim prej konc te zime in da lahko začnemo nositi ta barvna oblačila. Tako da mislim, da sem ti jaz pokazala vse. Ja, jaz sem zadovoljna z nakupom, mislim, če gledam, da sem dobila hlače in vse te druge stvari še. Mislim, da je bilo kar uspešno. Sporoči mogoče v komentar, kateri izdelek je bil tebi najbolj všeč, katerega bi nosila, pa ful me zanima za te kače hlače, kaj si mislite, a bi pač jih nosila ali so ti čismim, tako da še to mi zapišite. Za konec naj te spomnim še, da se naročiš na moj kanal, stisneš rdeč kvadratek, pa zraven zvonček, da te obvesti, ko pride nov video in mi slediš tudi na družbenih omrežjih, se pravi Facebook in Instagram pod imenom Evina Lepotilnica se družimo, tako da tam me najdeš. Uživajte, se gledamo v naslednjem videu. Ljubčki, čau, čau!